3, 2. Nunca pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí. Es un día y el otro día yo estás dejando sin corazón y cero de razón. Ay, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. El cielo y tu madre cuidan de ti. Me voy, no. Tal vez tú no eres ese para mí. No sé ni cómo se puede, ya viví queriendo así. Ay, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa. Te abrí. Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti. Me voy, será mejor así. Wow, Bravo. bravo. To je bilo pa fantastično. Staren Gašper, hvala lepa, še se bomo družili. Wow. Jaz Jaz sem zadihan. Samo ob gledanju, res Ja. je. V naši družbi pa sta Marko Hren iz Plesnega mesta, nekdani vrhunski plesalec rock'n'rolla, in pa Gaja Malovrh, ena najuspešnejših plesalk. Dobro jutro. Dobro jutro. No, tole, kar smo videli, je v bistvu pa res prava paša za oči. So to nekako ti osnovni plesni elementi, ki jih pač obvlada seveda vsak plesalec rock'n'rolla, in jih bova tudi poskusila z Igorjem. Ja. Mislim, ne v taki meri, ne? Tole je kar najvišji nivo, kar ga rock'n'roll plesalci na parketu pokažejo. Tara Gašper sta večkratna državna prvaka in tudi njun nastop je res dodelan do potankosti, Vrhunsko, tako da ja. vidva se bosta naučila kakšne bolj enostavne zadeve. Ne bova dvigovala noge tako visoko. Ni treba. Nisem Ne tako bova niti ne razgibala. morva. Ne moreva. Ne, smo videli prej, da ste se tudi seveda razgibala pred nastopom, ne? Ja. Tako da, Gaja, v bistvu z Jakom Južničem, ne? Tako je. Sta osvajala svetovni vrh. Ja. Danes pa znanje prenaša tudi na mlade generacije. Koliko je pravzaprav zanimanja za ta ples? Lansko leto nas je bilo kar veliko podmladka, no? Letos pa skoraj nič. Čemu Tako da vi? je Zakaj? Ne Ja, vem, nihanja so vsako leto tako pride. Kakšno leto je, kakšno leto ni. Mogoče bi morali spet zavrteti Briljantino na televiziji. Ja, Kako taki- vplivajo te stvari? Tako, taki filmi zagotovo pomagajo, da mladina spozna tudi to vrsto glasbe. Čeprav, kot ste slišali, zdaj sta plesala čisto na popularno glasbo, ampak seveda v predelavi rock'n'rolla in mladi si izbirajo, eni želijo klasične skladbe, eni želijo bolj moderne. Tako da v bistvu se prilagajamo tudi tem današnjemu trendu, kjer je recimo hip-hop glavni, ampak plesalci pa, ko enkrat vidijo oziroma spoznajo rock'n'roll na parketu, ko vidijo plesalce, se pa kar hitro navdušijo. Res je pa, da eno sezono jih imamo več novincev, eno leto manj. In koliko časa pa potem, seveda vztrajanje je zelo pomembno, ne? Pri vsakem športu, pri plesu, pri rock'n'rollu pa sploh, ne? Čeprav so številna pač tekmovanja, seveda, kjer se lahko dokažejo, in tudi Slovenci smo v samem vrhu, lahko rečemo, ne? Ja, tako je. Po Ja, uspešnosti. Slovenija je pravzaprav plesna velesila, ne samo v rock'n'rollu, tudi v ostalih zvrsteh. Tako da v bistvu naši športni delavci, kar nas malo podcenjujejo, pa nam bi morali dati malo večjo veljavo, pa ni vedno tako. Gaja, ti kar povej, kako je bilo z vajino kariero, koliko je bilo enega Ja, odrekanja. včasih je bilo veliko več tekem, tako da včasih smo tudi 2-3 vikende zapored, pa si imel, ne vem, v enem mesecu samo en vikend prosto. Zdaj je že malo več pavze vmes, no, ampak se je kar nabral konc leta je bilo kar že malo naporno. To pa verjamem, ne, seveda pač. Igor, kaj si se zamislil? Ne, razmišljam, kam bi jaz, če bi me kdo vprašal, uvrstil rock'n'roll, ne? V ples ali v šport? Definitivno je ples šport.
Ples šport? Ja. Oboje? Ja. Aha. In videli smo, da zaradi teh hitrih gibov in seveda tudi vmes kakšnih akrobatskih elementov se pleše pravzaprav v športnih copatih. Ali so to verjetno prilagojeni, ne? Ne, seveda. Mi pri plesnem delu rock'n'rolla, ko imamo plesno koreografijo brez akrobacij, nekateri plesalci uporabljajo jazz čevlje, se reče temu. Dočim pri akrobatiki pa bolj ali manj te plesalke pa se uporabljajo pa superge oziroma športne copate z mehkejšimi podplati. Vsaka ima neko svojo predstavo, kjer je najbolj ustreza, ampak ni samo to, tle gre tudi za cel proces treninga, kjer se plesalci učijo ne samo osnovnih korakov pa plesnih figur, ampak tudi akrobacij, nekaj se jih Gašper pa Tara lahko predstavlja, vsega zaradi višine stropa niti ne moreta. No, to pa je počasno učenje, to pa traja leta in leta, najprej potem, ko plesalke začnejo tudi skakati proste salte, jih damo na vrvi, jih prevežemo zato, da so varovane. Potem šele, ko že na vrveh vladajo dobro, začnejo delati to ob asistenci trenerja, torej še vsak skok lovi zraven trener, tako da je tle varnost na prvem mestu. Ta pa nastane z zaupanjem v paru, to pomeni, da plesalci in plesalka morata imeti prva stvar, ki je zaupanje. Pa je to nekako logičen prehod iz rock'n'rolla v akrobatski rock'n'roll ali se lahko par tudi ustavi? Ja, mislim, da ne gre naprej v akrobatiko. Mislim, zadeva gre tako. Manjši otroci tam nekje z 8, 10 letom pa že začenjajo z rock'n'rollom. Najprej plešajo plesne figure in akrobacije pridejo veliko kasneje. Ampak elementarno se pa so to akrobatiko že učijo ves čas. Potem pa, ko pa pride odločitev ali bo napredovali po tekmovalnih razredih, je pa tako, imamo recimo pri mladincih, starejših mladincih plešajo osnovne akrobatske figure, to sta akrobacije pokazala Tara in Gašper. Dočim članski par imamo pa razdeljene 3 težavnostne nivoje, da ne bomo zdaj preveč podrobno šli na to. In nekdo si želi, jaz bom pa prišel do srednjega nivoja in sem v tem nivoju čisto je kontakt style, mi temu rečemo, kjer plesalci akrobacije počenjajo na ta način, da plesalko vedno varujejo v drži, nikoli ne leti prosto. En se pa odloči, da gre v najvišji razred, tam pa tudi do dvojnih salt. Zdaj, Gaja, glede na to, kar smo videli, prostora za neko improvizacijo pri tem plesu ni. Ne, je točno določena koreografija. Edino, kar lahko improviziraš, je tvoj obraz in mimika, kaj ti narediš na odru. Sicer pa, rock'n'roll je vedno, se mi zdi, pač vedno je tak ples, da človek obstane, zato ker je tako energičen, ker je v bistvu tako atraktiven, da te v bistvu preprosto očara. Imamo pa tudi v Sloveniji band, Rock'n Band. Se z njimi recimo tudi kaj povezujete? Ja, to je pomanjkanje celo, rock'n'roll glasbe je premalo, ampak Rock'n Band je pa odločen pri tem in dela zelo veliko dobrih skladb. Z njimi smo sodelovali, najprej smo snemali en video spot Afrika, Rusija, kasneje smo pa dvakrat bili v Cankarjevem domu. Za zanimivost povem še to, da recimo eno skladbo je napisal Lado Bezovičar, ki je bil naš nekdanji plesalec, da je Ruken me. Tako da z njimi smo veliko delali in si sodelovanja z njimi vedno želimo. Še nekaj zelo posebno pri rock'n'rollu, to so obleke. Definitivno. Ja, kakšne morajo biti? Ja, nekaj tazga, kakor imate na sebi Tara pa Gašper. Imamo veliko bleščic, pa glavni material je lajkra, pa odvisno, kako kombiniraš vse ostalo skupaj. Pa so tudi tukaj kakšna pravila, recimo pri ostalih plesih do določene starosti ne smeš imeti bleščic, tudi tukaj to velja? Ja, podobno. Mini začnejo, da sploh nimajo dresov, imamo samo majčke, pa hlače, pajkice, potem pa naprej pa tako, da odvisno, koliko imaš lahko odprt, koliko lahko pokažeš, naprimer dekolteja, hrbta in ostale stvari. So določena pravila. Torej, pravila so. Igor, midva bova zdaj nekako vse te osnovne korake, to zagotovo bova kršila. Nekako ste rekli, da jaz nisem danes primerno obuta že na začetku, je bolje, da se sesujem. Nisem, 21 let nazaj moja plesalka Nita Vitelič v petkah plesala salto, ampak smo se to ekstra pripravili, da je tudi to šlo. Drugače se mi pa zdi, da je za osnovno gibanje dovolj, je bolje, da jih ni. Potem pa sezuj. Evo, takole. No, da smo sezuli plesalko z rock'n'roll oziroma voditeljico, to se nismo do zdaj. A ste jo že kdaj kakšno? Ne, tajka prva, tako da vsaka čast. Ker vi dejansko ste preživeli, lahko rečemo celo življenje ali pa svoje življenje del dobršnega te karierne poti, tudi na televiziji. Ja, tudi na televiziji. Izvoli, Suzana. Tara in Gašper,
kakšne vaje sta pripravila za najo z Igorjem? Kako prizanesljiva bosta? Ja, v bistvu mi, da sva sestavila eno čisto osnovno koreografijo rock'n'rolla. Pejmo še malo bolj tja. Evo, takole gremo tukaj. Takole bomo. Bova mi dva kazala, videa pa lahko ponavljata. Lahko, če nama uspe. V drugi vrsti sem. Ok, v bistvu ta koreografija se začne najprej 4 poskoki na razen skupaj, se pravi gremo na razen skupaj, na 2, 3, 4. Zdaj pa nadaljujemo isto tudi s kolenčki. Gremo 1, 2, 3, 4. Glasba. Že kar. No, to naj vedno vrne iz zone udobja. In zdaj, ko smo v bistvu to povezali, nadaljujemo še s kiki enako. Gremo 1, 2, 3, 4. Zdaj se pa obrnemo en proti drugemu in gremo 2-krat po kolenih, 2 ploska, 1 petka, druga petka. In to potem vse skupaj še enkrat ponovimo, da se gledamo. Ok. En proti drugemu. Gremo probati? Ok. 5, 6, 7, 8. Kolenčki, 2, 3, 4, kiki, 2, 3, 4. Hiter je. Ja, zelo hiter. Če bi upočasnili glasbo, bi še šlo, mogoče nam bolje, ne? Ampak super, odlično. Za prvič, kaj boste rekli? Ocene. Zelo talentirane voditelje imajo tukaj na planeti, tako da dobrodošli v plesno mesto. Hvala lepa. Hvala za prijaznost. Hvala. Hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste več vse povedali o rock'n'rollu in hvala za te osnovne korake. Hvala. Ja.